15. september, datum, ko naj bi se razmere v osnovnem zdravstvu še dodatno zalomile ali morda po zaslugi vmesnih sprememb izboljšale, se nezadržno približuje. Kaj napovedujete, kakšen bo razplet tega dogajanja? Mislim, da je poletje pustilo dejansko določene posledice tako na politiki kot na zdravnikih družinske medicine, ko se je upalo, da se bo morda res kaj premaknilo na bolje v smislu, da se bo upoštevalo nekako zahteve zdravnikov, vendar so ukrepi spet bili birokratski z namenom dejansko zadovoljiti zdravnike finančno, kar zdravniki nikoli niso želeli, kar v praksi pomeni, da gre za preizkušene recepte, ki ne delujejo. Zdaj jaz mislim, da bojo zdravniki samo bolj apatični postali zaradi tega, je pa nemogoče napovedati, dvomim v kakšne kolektivne večje akcije. Sindikat prav gotovo ne misli nobenih več organizirati, ker je toliko že poskusil v 7 letih dopovedati z argumenti, da enostavno ne vidi več smisla, da bi takšne akcije delal. Bo pa na individualni ravni ogromno dogajanja, kar vidimo, zdaj zadnji 2 leti ni nobenega zanimanja za družinsko medicino. Tudi tujci se ne odločajo v zadostni meri za družinsko medicino. Mladi se čedalje pogosteje odločajo za delo v skrajšanem delovnem času, toliko o tem, da jih dejansko denar zanima, raje za manj denarja imajo več časa za svojce in da se lahko bolj kakovostno posvetijo v parih urah na dan bolnikom. Tako da dejansko dvomim, da se bo jeseni kaj pretresljivega zgodilo, ampak se bo nadaljevalo mučno dejansko razkrajanje družinske medicine, ukolikor enkrat ne zgodi, da bo minister in politika res začela delati rešitve v smer, kot so jo upeljale države, kjer nimajo toliko težav z pomanjkanjem zdravnikov družinske medicine. Po drugi strani pa se na Ministrstvu za zdravje v zadnjih mesecih zadeve vendarle pospešeno odvijajo. Lahko rečemo, dogaja se veliko, zgodi pa se bistveno manj. To je nekako pokazal aneks številka 2 k splošnemu dogovoru za letošnje leto. Kaj si obetate oziroma kaj pa prinaša aneks številka 3? Vse to je dobro. Vidimo, da se aneksi sklepajo po tempu, kot še nikoli ni bilo videno. Aneks številka 1 je dejansko prinesel nekaj optimizma, ker je napovedoval možnost financiranja dejansko po strokovnih normativih, kar bi dalo pozitiven signal mladim zdravnikom, da se bojo zadeve enkrat uredile. Namreč vsi vemo, da ne bojo čez noč prišli zdravniki, ki bi razbremenili trenutne kadre, ampak to je potrpežljiva sorta zdravnik družinske medicine. Če mu daš malo upanja, bo še nekoliko potrpel. Potem je aneks številka 2 prinesel razočaranje, ker to financiranje ni sledilo, ampak so približno 2-krat več denarja, kot bi bilo potrebno za financiranje ambulant, so raje dali v nagrajevanje preobremenjenih timov, ki na nek način naj bi bili s tem podkupljeni, naj vztrajajo še dolgo in da bojo s tem dobili več denarja. Ampak videli smo, da ta zadeva ne deluje, ker recimo v Zdravstvenem domu Ljubljana, kljub temu, da če bojo opredeljevali dodatne bolnike, bi dobili več denarja, pa se vseeno odločijo, da raje imajo bolj kakovostno delo. Skratka, tukaj vidimo že, da se ne uresničuje tisto, kar se je napovedovalo z aneksom številka 1. Poleg tega, v aneksu številka 1 je bilo rečeno, da se bojo lahko bolniki začasno opredelili, dokler ne pridejo novi timi, pa ni noben mehanizem bil tukaj vzpostavljen. Tako da ni veliko optimizma pri aneksu številka 3, ki naj bi napovedal administrativne razbremenitve, še posebej, ker smo videli izjave ministra v javnosti, ki je kot administrativne razbremenitve omenil res bolj kot ne nepomembne stvari. Recimo elektronski bolniški list, zaradi katerega je nemogoče sploh napovedati, ali bo kakršnakoli razbremenitev ali pa morda celo dodatna obremenitev, ker še ni bil nikoli preizkušen v praksi. Kakršnakoli resne razbremenitve, kot je na primer, da bi v pozoru skandinavskih držav in zahodnoevropskih držav dejansko omogočili recimo 2-krat letno do 3 dni bolniškega staleža, da se sploh ni treba oglasiti pri zdravniku, ampak je to dogovor med delavcem in delodajalcem. Te zadeve bi pa lahko pomembno prispevale dejansko k administrativnim razbremenitvam, v tem pa ni ne duha, ne sluha.
No in tu je seveda že tudi ključna vloga Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot plačnika. Kakšen pa je dialog z njimi? Pač vemo, oni pripravljajo številke, na podlagi katerih se v bistvu dogajanje v zdravstvu, nasploh ne le v osnovnem zdravstvu, odvija in tu nekako prihaja do precejšnjih razhajanj. Dejansko na ZZZS-ju imamo velike težave v komunikaciji, namreč oni sicer hodijo na sestanke, vendar nikoli ne poslušajo, kar se jim pove. Oni pridejo z vnaprej določenim mnenjem, za katerega niso odločeni ali pa pravijo, da nimajo mandata, da ga sploh spreminjajo. Tako da mi lahko njim ponazorimo, dobesedno jim pokažemo, ne vem, vazo in rečemo, to je vaza, oni bo rekel, nima mandata, da razpravljamo o tem, ali je to vaza, za nas je to slon in ostal bo slon. In ko gremo, spet je na ta način se dogaja. In isto je pri številkah. Oni operirajo z statistiko, ki je zelo pomanjkljiva, ki se vnaša v računalnik, ker cel kup izrazito pomembnih storitev ni zabeleženih noter in potem te številke upoštevajo v statistiko, s katerimi bi radi zgradili nove obračunske modele, nov sistem, kar v praksi pomeni dejansko, da bolniki lahko umirajo zaradi tega, ker narediš napačno mrežo, napačno zračunaš obremenitve. In to smo mi tudi po mučnem pridobivanju podatkov strani ZZZS, smo to tudi ugotovili. Popolnoma narobe razpolagajo in uporabljajo podatke. To onkraj kakršnegakoli dvoma smo to ugotovili. In potem je tudi komunikacija arogantna, pogosto ZZZS presliši tiste svoje neresnične trditve, ki jih je v preteklosti rekel, jih ignorira in se PR-ovsko potem samo naprej reče, da je pomemben dialog, komunikacija, da je ZZZS civilizacijska pridobitev. Ne, civilizacijska pridobitev je, da posameznik, ki je bolan, da pride k zdravniku pravočasno in brez doplačil, ne glede na socioekonomski položaj. Tega ZZZS ne omogoča pravočasnega zdravljenja bolnikom v Sloveniji. Tako da ZZZS ni civilizacijska pridobitev, civilizacijska pridobitev je nekaj drugega, o čemer se pa ZZZS ne želi niti pogovarjati. In kje pravzaprav predvidevate, da bi moralo priti do korenitih sprememb, da bi se razmere tudi v tem smislu izboljšale? Stavite pri tem pod navednicami na reformo, na selektivne ukrepe ali kako drugače? Zdravstvo je zelo kompleksen organizem, kjer je dejansko potrebno se zadeve na različnih prijemališčih istočasno lotiti. Vseeno tukaj imamo nekako izvajalce na eni strani imamo sistem financiranja, potem znotraj sistema financiranja imamo različne stebre, znotraj izvajalcev imamo v bistvu tudi različne stebre, kot primar, sekundar, terciar, in potem imamo različne bolezni, imamo problematiko staranja prebivalstva, zelo kompleksne, problematične zadeve, medicinska tehnologija gre naprej in je treba dejansko se lotiti zelo premišljeno. Ampak dejansko tudi vemo, kaj ne deluje, tudi po izkušnjah lastnih in v tujini, in vemo, kaj lahko z veliko verjetnostjo naredimo, da bi prišlo do izboljšanja. To pa zahteva malo bolj resne reforme, ki pa dejansko nažalost niso zapisane v koalicijski pogodbi. Če pa treba izbirati med življenjem bolnikov in koalicijsko pogodbo, se politika vedno raje za koalicijsko pogodbo odloči, ker veliko na tisoče mrtvih bolnikov tekom let je za politiko samo statistika. Tako da ni problem ubiti človeka, to se gre v zapor, ubiti tisoče ljudi, to je pa politika in statistika. Kako pa to narediti? Da se navežem nazaj na vprašanje. Konkretno za osnovno zdravstvo lahko povemo, da je bil z aneksi začet nekak dialog, ki bi lahko dejansko peljal v pravo smer, vendar se je izpridil. Se pravi, če bi se začelo financiranje 100% glede na strokovne kadre, bi se omogočil vir denarja za prihajanje novih zdravnikov in bi obstoječi zdravniki lažje zdržali, ki bi videli neko upanje. Nadalje, naslednji korak, ko bi začeli se zanimanje povečevati za družinsko medicino, tudi z kakšnimi finančnimi spodbudami, bi bilo potrebno upeljati kazalnike kakovosti, vendar ne takšne, ki samo pomenijo obračanje številk, ampak take, ki v resnici prenašajo korist bolnikom. In to se da nagrajevati recimo izvajalce, glede na to, kakšne razmerje med resničnimi napotitvami in takšnimi posveti specialisti po telefonu, ki preprečijo daljšanje čakalnih vrst.
Skratka, neposredno spodbujaš tekmovanje med izvajalci za skrajševanje čakalnih vrst, vendar ne na račun bolnikov. To se da narediti, vendar za takšne vrste nagrajevanja bi bilo pa potreben izstop iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju, kar je dejansko v Sloveniji misija nemogoče, ker smo spet tukaj. Rajš vidimo, da cela Slovenija izumre, kot pa da se dotikamo koalicijske pogodbe. In to je velik problem. To sta dva majhna koraka, nadaljnji koraki na sekundarni ravni in tudi kako bi morali omogočiti večjo avtonomijo zdravniškemu poklicu, so pa sploh tema tabu v tej državi. In potem se pa srečujemo s problemom, ker zdravniki postajajo podobno kot gorivo. Posod po svetu jih primanjkuje in posod se borijo za njih na svetovnem trgu. In nažalost nafto Slovenija kupuje po isti ceni kot bistveno bogatejše države in podobno se dogaja pri zdravnikih in zaradi tega nam zdravniki lahko bežijo iz Slovenije in niti ni zanimanja toliko v Slovenijo za tuje zdravnike. Treba je upoštevati dejansko naravne zakonitosti, ki jih pa politika ni pripravljena. Kako pa kot zdravnik, glede na dane pogoje za delo, za zdravljenje bolnikov, ocenjujete vprašanje kakovosti in varnosti? Kako je temu mogoče zadostiti? Dejansko je zadeva spet malo globlja. Mi, recimo v družinski medicini, ker imamo povprečju 7 minut za bolnika, to pomeni, da če ne gre drugače, bolnik tudi 15 minut noter, pa je nekdo drug 3 minute zaradi tega. Mi v vsakem primeru naslovimo najbolj akutno vprašanje bolnikov in ga probamo razrešiti. Problem je, ker se ne moremo niti dotakniti morda resničnih vzrokov za bolezen, ne moremo se dotakniti, da proaktivno opazujemo kakšna obolenja v nastajanju, ki bi jih lahko pravočasno odkrili, morda spremenili življenjske navade in bi s tem ogromno koristi prenesli dolgoročno, kar se kaže tudi v raziskavah, kjer dovolj časa in dovolj dolgoročen odnos, ki se vzpostavlja z bolnikom in s tem zaupanje, dejansko znižuje umrljivost in celokupne stroške zdravljenja za približno do 30%, kar pomeni v Sloveniji, glede na proračun zdravstva, se pogovarjamo več kot milijardi evrov prihrankov, za celotno družinsko medicino pa gre nekaj čez 150 milijonov. Mi bi pa potrebovali dolgoročno v družinski medicini še dodatnih približno 50 milijonov evrov z potencialom več kot milijardo evrov prihranka znotraj zdravstvene blagajne. Ne pogovarjamo se pa sploh o vplivu na produktivnost prebivalstva, znižanju boleznin in s tem tudi na dvigovanje BDP-ja. Pokazali so, da recimo za 1 leto podaljšanje zdravega življenja prebivalstva BDP približno zraste za 2,4%, kar je spet približno oziroma več kot milijarda evrov v slovenskem primeru. S tem, da Slovenija je ena med državami, ki ima najnižjo stopnjo zdravih let življenja in je tukaj ogromno potenciala, da bi na tem področju tudi imeli velik vpliv na gospodarstvo. In če se vrneva k izhodiščnemu vprašanju, 15. septembru, v zdravstvenem domu Kranj, kjer je odpoved delovnega razmerja dalo največ zdravnikov, 24, se jih je skoraj večina odločila, da v zdravstvenem domu ostanejo in nadaljujejo z delom. Le še 5 je takih, ki te poteze niso naredili, vendar kaže, da bodo tudi oni sledili temu zgledu. Kaj napovedujete za ostale zdravstvene domove, za ostale institucije, kjer so prav tako zdravniki oddali odpovedi in čakajo na 15. september? Mislite, da se bo zgodilo podobno? Kolikor vem, so oddali samo v Kranju, drugi so napovedali. Oziroma zamrznili odločanje o tem. Zamrznili odločanje o tem, ne. Ja, tako da v bistvu je bil Kranj pod največjim pritiskom, ker bi v resnici dali odpoved in bi se ogromen problem naredil v kranjski regiji. Namreč ti zdravniki, ki so dali odpoved, oni bi lahko jutri dobili zaposlitev v kateremkoli drugi zdravstvenem domu, bodisi pri koncesionarju. In dejansko so na nek način s tem povedali, da je bil to res klic v sili, namreč namigovalo se je, da oni želijo dati odpoved, zato da bojo nekaj privatizirali zdravstvo in bojo šli na svoje. In zdaj, ko so umaknili odpovedi, se kaže, da to nekako ni res. In tudi sami so rekli pa, da pa ne potrebujejo oni tega dodatnega denarja
in smo tudi recimo v sindikatu naredili anketo, ker je 400 članov, 95% rekel, da je aneks številka 2 slaba rešitev, ker ne gre za to, da njim dodaten denar ne bo pomagal. Mladi zdravniki, ki nimajo še preveč opredeljenih bolnikov, so rekli, da ne bodo dodatno opredeljevali za več sredstev. Dejansko mislim, da se je pokazalo, da je šlo za hudo stisko, hud klic v sili in sedaj, ko bi bilo treba ukrepati in bi se bolnike pustilo na cedilu, da dejansko ne želijo tega narediti, čeprav bi si lahko vsak privoščil par mesecev oddiha in zaposlitev potem v drugem zdravstvenem domu. Bomo pa videli, na individualni ravni bojo se pa zadeve še vedno krhale. Ljudje bojo šli na skrajšani delovni čas, prišlo bo do upokojitev, mladi razmišljajo drugače kot starejši. Za druge zdravstvene domove pa po mojem lahko samo pričakujemo nadaljevanje apatije in individualno odločanje. Veliko se napoveduje še dodatnih odhodov v tujino, nažalost. Po drugi strani pa vodstva zdravstvenih domov pospešeno iščejo kader v tujini, v drugih državah, vendar se tu najavljajo pač drugačne ovire, pomisleki, težave, pri čemer se lahko pravzaprav človek sklicuje predvsem na to, da je korekten odnos in dobra komunikacija med zdravnikom in bolnikom ključna za uspešnost zdravljenja. Tu pa bo kar nekaj kratkih stikov, vsaj v začetku. Sicer ne razumem, nisem najbolj razumel zaradi tega, ker ne vem, pogovarjali smo se o tem, da bi iz tujine pripeljali zdravnike, hkrati pa, da je ključna komunikacija, se o jeziku pogovarjamo, o jezikovni barieri. Mislim, načeloma je to premostljiv problem, ker mi se predvsem oziramo na države, bivše države, kjer ni takšne razlike v jezikovni barieri in tudi po informacijah iz Inšpektorata za kulturo, ki v bistvu nadzira znanje zdravnikov, je prišla informacija, da nikoli še nobenega niso oglobili zaradi nepoznavanja jezika zdravnikov. Tako da je pa na delodajalcu to glavni odločitev, če so sploh iz EU držav zdravniki, da se o tem sploh odloča, kakšno je znanje. Znanje se lahko relativno hitro pridobi. Ja, seveda je pomembno, so subtilne razlike v komunikaciji so pomembne, ampak zdaj, če imaš ti tveganje, da ostaneš brez zdravnika, pa tveganje, da bo morda prišlo do nekoliko slabše komunikacije, ampak se tukaj pogovarjamo res o detajlih, je definitivno prevlada interes, da bi se zaposlilo tuje zdravnike, ki precej zelo lahko dobro komunicirajo v slovenskem jeziku. Če bi pa prišlo seveda za zdravnike, ki dejansko bi imeli težave z osnovnim sporazumevanjem, je pa to preveč tvegano in v tem primeru ne pride v poštev. Problem je, ker kljub temu nimamo dovolj zanimanja. Namreč, že v Romuniji zdravniki imajo višje neto plače, kakor pa slovenski zdravniki. Enostavno nismo dovolj tržno zanimivi niti za zdravnike iz države bivše republike, če pa že pridejo, pa dostikrat iščejo samo prva priložnost, da dobijo nostrificirano diplomo države Evropske unije, da lahko grejo še malo bolj zahodno oziroma severno. In to je resen problem. Mi bomo spet, sicer je fajn pridobiti tuje zdravnike, ker ne vlagaš toliko v njihovo izobraževanje, ampak bomo pa morali mi vlagati veliko v to, da se jih bomo upeljali v delo, na to pa nam utegnejo pobegati, pa spet nismo veliko s tem naredili.